Večina prvo-, drugo- in tretješolcev v Sloveniji pa je danes že pri pouku v šoli. V šolo so se danes vrnili tudi avstrijski učenci, ki so stari do 14 let. V Belgiji se vračajo v šolo učenci zaključnih razredov, v nekaterih predelih Francije pa tudi vaši vrstniki. V Sloveniji so se vse šole zaprle 16. marca. Že predtem so zaradi pojava okužb z novim koronavirusom doma ostali učenci šol v Kamniku in v Šmarju pri Jelšah. Ta kraj, ki je tudi moj kraj, se je žal zaradi visokega števila okužb v zadnjih mesecih pogosto znašel v medijih, a zdaj so se tudi tam razmere umirile. Naša kolegica Barbara, ki jo poznate iz poročil za odrasle, pa stoji natanko pred tisto šolo, ki sem jo pred mnogimi leti obiskovala tudi jaz. Zdravo, Barbara, upam, da se slišiva. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je učence v včerajšnjem nagovoru pred ponovnim začetkom šolanja v razredih poimenovala zmagovalci znanja in zmagovalci tega in prihodnjega časa. V šole se je danes vrnilo okoli 65 tisoč osnovnošolcev, koliko zmagovalcev pa se je danes že vrnilo v osnovno šolo v Šmarju? Ja, danes je v šmarski šoli skupaj s podružnicami 311 učencev, ki obiskujejo prve 3 razrede osnovne šole. Vsi morajo upoštevati prav posebna navodila, ki so jih dobili. To se pravi, da je v vsakem razredu lahko največ nekje od 10 do 15 učencev. Vsak ima svoje mesto, presedati se ni dovoljeno, učitelji nosijo obrazne maske, učenci pa lahko le na stranišče odidejo sami, sicer pa jih povsod drugje spremljajo učitelji. Malica poteka v razredu, najpogosteje na urniku pa je umivanje rok. A pa so učenci kljub tem pravilom veseli, da so spet v šoli, ali jih moti, ker je bilo treba spet vstati malo bolj zgodaj? Ne, Neža, jaz mislim, da se jih je večina veselila in zdaj je ob meni tudi Jaka Fon, učenec 3. B razreda, pa bo kar sam povedal, kako je bilo zdaj po 2 mesecih se vrniti v šolo. Jaka, pozdravljen, si se veselil tega dne danes? Ja. Veselil sem se, da bomo spet videli prijatelje in da se bo lažje učiti. Je bilo težko to učenje od doma? Ne tako zelo. Si veliko moral recimo delati preko računalnika? Samo prebral sem si in sem delal zvezek. Doma ti je pomagala oče, sta ti pomagala oče, mama, kdo ti je recimo pomagal pri šolanju? Ati, 1 mesec potem pa je ati šel v službo in je začela mi mami pomagati pri delu. A je bila mama stroga učiteljica? Ne, ni bila. Kje pa ti je recimo šola bolj všeč? Ti je bolj všeč, ko se učiš tu v šoli, v učilnicah, v razredu, a ti je bilo bolj všeč doma? Bolj všeč mi je bilo v učilnici v šoli. Kar veliko navodil ste zdaj otroci dobili pred tem ponovnim vstopom v šolo. Se jih je bilo težko naučiti, se jih je bilo težko zapolniti? Ne tako zelo, ampak učiteljica nam jih bo zdaj razložila, ko pridemo nazaj v razred. Mogoče že kaj veš, na kaj vse pa moraš paziti zdaj spet v šoli? Paziti moramo, da moramo biti pol metra razdalje in ko gremo na kosilo, moramo biti, vsak mora stati na pikicah za varnostno razdaljo. Ko gremo ven, smo si mogli prinesti blazinice za na tla. Te pikice za varnostno razdaljo si jih videl, se jih držiš? Kaj recimo pomenijo te pikice? Pol metra narazen so in vsak učenec mora biti na eni pikici zaradi varnostne razdalje, ker se lahko potem okuži. Si danes kaj posebnega prinesel s seboj v šolo? Ne. Recimo plastenko vode, če bo žejen, da se boš odžejal? Sem steklenico z ovitkom gostilne Krpan, ker je moj ati podšef. Imate pa zdaj v učilnicah tudi razkužila, ne? Pa veliko si morate roke umivati. Ko smo prišli za začetek v šolo, bomo hodili čez največjo stopnjo in vedno, ko bomo prišli v garderobo, si bomo mogli razkužiti roke. Zdaj sva malo predelala ta navodila, ki ste jih dobili. Nekaj si rekel, da vam jih bo učiteljica še predstavila. Ste se navadili že kaj na ta navodila? Vas je morala recimo učiteljica veliko opozarjati na razdaljo, na umivanje rok? Se že lepo držimo v razredu, pol metra razdalje in se samo pogovarjamo nadaleč. Boste verjetno tudi zunaj imeli nekoliko več pouka? Ja, včasih bomo tudi nesli zvezke, da bomo čim manj v razredu. Jan, jaz se ti zahvaljujem za ta pogovor in ti želim uspešen zaključek 3. razreda.
Neža, sicer pa se otroci tu v Šmarju na nekoliko drugačen pouk še navajajo. Zdaj je za njimi ravno 1. ura, so sredi 2. ure. Učitelji pa se medtem veselijo, da kmalu medse sprejmejo tudi devetošolce. Hvala, Barbara, hvala, Jaka, in pozdrav vsem v moje Šmarje.